Živjo, sem Jana Pristovšek in zopet sem z vami. Danes bom spregovorila o občutju zapuščenosti. Občutje zapuščenosti je globoko v nas, ki se ga redko zavemo, vendar ves čas zelo močno vpliva na naše življenje, na naše reakcije, na naše odločitve. Občutje zapuščenosti dobimo v otroštvu. Naši starši so ravnali z nami v dobri veri, da delajo prav, po svojih lastnih prepričanjih, da je tako dovolj dobro za otroka in da bo otroku na ta način dovolj dobro v odraslem življenju. Vendar kljub temu lahko odrastemo z občutjem zapuščenosti. To občutje zapuščenosti je globoko v nas in ves čas tli in skrbi za to, da do zapuščenosti ne pride. Ker pa smo mi usmerjeni navzven, ker smo neprestano bombardirani z informacijami in impulzi zunanjega sveta, se tega občutja ne zavedamo. Zaznamo ga šele takrat, ko neka oseba odide iz našega življenja. In takrat pride to občutje zapuščenosti v vsej svoji silovitosti na dan. Kako to lahko spremenimo? Spremenimo tako, da se najprej zazremo vase, ali je v meni občutje zapuščenosti, ali se jaz bojim, da ljudje odidejo od mene, ali se bojim ostati sam. Fajn je, če uporabite ob tem lestvico od 1 do 10, 10 je najmanj in 1 je najmanj in 10 je največ, zato da boste lažje ovrednotili, koliko občutja zapuščenosti oziroma koliko strahu pred zapuščenostjo je v vas. Ni vedno enostavno in ker je to občutje tako globoko skrito, ga morda niti ne boste takoj zaznali. Boste rekli, saj ni tako hudo. Ampak če pogledate dogodke v preteklosti, dogodke, ki niso prijetni, ki jih hočete pozabiti, lahko ocenite, koliko hudo je bilo, ko je neka oseba odšla iz vašega življenja in kako močno ste takrat občutili občutje zapuščenosti. Notranji procesi skrbijo za to, da ta občutja ne prihajajo redno na dan, zato da mi lahko dan speljemo, zato da lahko skrbimo. Ampak po drugi strani, v naši notranjosti, v nezavednem, to ves čas vre in se ves čas dogaja. Notranji mehanizmi avtomatsko poskrbijo za to, da do zapuščenosti ne pride. In zato smo ustrežljivi, zato se prilagajamo, zato rečemo, ja, čeprav nimamo časa, se nam ne da, ne zmoremo, imamo vsega preveč. Marsikaj naredimo samo zato, da ne bomo zapuščeni, pa niti ne vemo, da gre za občutje zapuščenosti. Nekaj v nas sili, da ne rečemo ne, da se ljudi oklepamo, da ljudi vežemo nase, da jim delamo usluge, da delamo stvari, kjer hočemo doseči to, da so ljudje nam dolžni, ker če nam bodo ljudje dolžni, potem nas ne bodo zapustili. Ampak vse te stvari vodijo točno v tisto smer, ki se je hočemo izogniti. Slej ko prej pride do tega, da poči balon, poči za neko malenkost in druga oseba reče, dovolj je, ne morem več, nočem več in odide. In takrat se sesuje v nas hišica iz kart, ki smo jo gradili v upanju, da se to ne bo zgodilo. Delali smo v dobri veri, delali smo tako, kot smo mislili, da je prav, delali smo tako, kot smo bili prepričani, da je prav. In tudi, ko se podere ta hišica iz kart, še vedno nismo
uspeli, ne zmoremo doumeti, da moramo mi nekaj spremeniti pri sebi, ne pri drugi osebi. Enostavno je govoriti, ti si tak, ti si taka, ti moraš narediti to, ti se moraš spremeniti tako, tega ne smeš delati tako, ampak mora biti drugače. Enostavno je to govoriti, v upanju, da bo drugače, vendar se spremembe zgodijo šele takrat, ko mi naredimo spremembo v sebi. Naš okvir življenja, v katerem vedno znova in znova govorim, ali naš zemljevid življenja, ali naša pravila, so tako široka, kolikor je občutja varnosti in zaupanja v nas samih. Varnosti, da bomo zmogli, zaupanja, da smo dovolj dobri, sposobni in da zato, ker če neka oseba od nas odide, nismo zavrženi. Zato ne vlagajte v odnose. V odnose živite. Delajte spontano, bodite vi in ne merite ves čas. Če imate veliko občutje nezaupanja, strahu pred zapuščenostjo, potem v nezavednem neprestano tečejo vzorci merjenja. Ali je to dovolj močno zagotovilo, da sem tej osebi pomembna, da me ta oseba ljubi, da me ta oseba ne bo zapustila, da me ta oseba hoče imeti v svojem življenju. Vse to mi neprestano v nezavednem merimo, ker to zahteva občutje zapuščenosti. Ker v nasprotnem primeru nas bo druga oseba zapustila, torej rabimo dokaze. Koliko dokazov mi rabimo, je odvisno od občutja zapuščenosti, od velikosti, od moči občutja zapuščenosti. In če se vam podre svet, ko neka oseba odide iz vašega življenja, pomeni, da je tega občutja zapuščenosti v vas zelo veliko. In tega občutja ne more nadomestiti nobena oseba. Ne more nadomestiti 10 oseb, pa če so vsak dan z vami, če vsak dan skrbijo za vas, če vsak dan naredijo čisto do pikice, popolnoma vse, kar vi želite. V vas še vedno občutje zapuščenosti je, vre in meri. In včasih že majhna nepozornost pripelje do velikega izbruha občutja zapuščenosti. Včasih je dovolj že to, da ne dobimo odgovora na sporočilo tistem času, kot smo si ga mi zastavili, kot je bilo zmerjeno globoko v nas. Včasih je en stavek čisto dovolj, pa stavek, ki ni mišljen, čisto nič slabo, ampak je v njem premalo pozornosti, ki bi občutje zapuščenosti v nas potolažilo. In tako mi prihajamo do vsakodnevnih nesporazumov, vsakodnevne žalosti, razočaranj, pa čisto po nepotrebnem. In takrat se mi zapletemo. In namesto, da bi pogledali stvari v miru in ugotovili, da saj to ni nič kaj tako hudega, lahko naredimo dramo. Lahko naredimo dramo neskončnih razsežnosti. In takrat bo druga oseba utihnila, ali bo udarila nazaj, ali bo odšla, ali bo vse skupaj odložila in spet ne bomo vedeli, kje je, kje smo, kje sva. In ta občutja niso prijetna, niti najmanj niso prijetna in škodijo odnosom, škodijo nam, povzročajo nam stres. In stres je stanje telesa, ki se zgodi takrat, ko smo ogroženi. Se pravi, če imamo mi občutje zapuščenosti v sebi, imamo mi ves čas prižgane alarme, da se nam lahko zgodi nekaj hudega. Kako to lahko spremenimo, kako lahko to predelamo?
tako da se zazremo vase, da začnemo z delom na sebi. Ljudje pravijo, da delajo na sebi že 10-20 let. Ampak, glejte, ni stvar v tem, da vi delate na sebi. Stvar je v tem, da učinkovito delate na sebi, da so rezultati. In občutje zapuščenosti odlično, hitro, lahko uredite, nevtralizirate oziroma uravnovesite z notranjim otrokom. Ampak ta notranji otrok mora biti na pravem mestu, mora biti na varnem. Ne morete ga kar nekje imeti, ne morete ga kar nekam odložiti. In to jaz pišem v Facebook skupini Čarobni odnos, v knjigi Čarobni odnos. Napisano je v knjigi 8 moških, zakaj pa ne, tam sem opisala, kako se sprazni čustvena posoda, kako pride do izbruha, kako naše misli ustvarijo scenarije, ki nimajo z realnostjo popolnoma nobene povezave. Ampak mi se počutimo slabo in mi s tem uničujemo odnos. Namesto, da bi ga gradili, ga podiramo. In to je točno nasprotno od tega, kar želimo. In če hočemo mi dober odnos, se moramo posvetiti sebi, se moramo posvetiti svojem nezavednem, svojim globinam. Moramo biti pošteni sami s sabo, si moramo dovoliti vpogled in sprejeti tudi svojo temno plat, ki ima vsak človek. Lepo se je zabavati, lepo je biti vesel, lepo je biti nahajpan, ampak to ne pomeni, da je v našem nezavednem vse v redu in da v našem nezavednem stvari ne tlijo in ne čakajo na prvo malenkost, kjer bojo lahko izbruhnile in prišle na dan v vse svoje razsežnosti. Notranji mir nam pove, koliko smo uravnovešeni v svojem duhu, v svojih mislih, v svojem nezavednem, v sprejemanju sveta, v doživljanju sveta in v doživljanju samega sebe, v sprejemanju samega sebe. Jaz nisem hotela tole, da izgleda prav komplicirano, upam, da ni tako zvenelo. Hotela sem vam povedati to, da na kratko v enem stavku. Občutje zapuščenosti je v vas, če ga čutite. In edina oseba, ki občutje zapuščenosti lahko predela in ga zmanjša, ste to vi. Zato se posvetite sebi, postanite si pomembni, imejte se radi, ker ste vredni in ker si to zaslužite. Če vam je bil video všeč, ga prosim delite. Vesela sem, da me spremljate, da me poslušate. Vesela bom vaših komentarjev, mogoče kakšnega sporočila. Kmalu se spet vidimo, imejte se radi, posvetite se sebi, vredni ste in si to zaslužite. Srečno in čau, čau.